Na Drenovem griču stoji zanimiv objekt, ki je edinstven zaradi svoje fotonapetostne steklene fasade. In ker je v objektu razstavni salon oblazinjenega pohištva, je naravna svetloba še kako pomembna. Podjetje Lido je postavilo zanimivo stavbo, ki služi kot pohištveno-razstavni salon. Vse osončene stene zgradbe so izdelane iz posebnih plošč, ki hkrati upravljajo več različnih nalog. Delujejo tudi kot fotovoltaični moduli, zato je stavba že na prvi pogled videti nekaj posebnega. V Sloveniji do sedaj še nismo zasledili podobnega objekta, kljub temu, da bi morali zaradi okoljskih in energetskih razmer število stavb zgrajenih po tem vzoru čim prej in čim bolj povečati. Gospod Adrijan, stavba je v obliki ladje. Ste navdih črpali iz obale, od koder prihajate? Tudi bi se lahko reklo, da smo ga črpali iz legende o Jazonu in Argonautih, ki so pripluli po Donavi in preko Ljubljance razstavili ladjo in potem jo odnesli do Jadranskega morja, kar je nenazadnje tudi v grbu Vrhnike, ta ladja. Skratka, ladja nas je spremljala že od samega začetka načrtovanja. Hkrati je pa ta zgodba ladje izredno dobro sovpadala tudi z našim konceptom. Skupaj z gospo Jelko smo že od štarta načrtovanja veliko energije namenili študiji lokacije, ožjega in širšega prostora. Poleg občih teh zakonitosti urbanistično-arhitekturnih, krajinskih smo želeli veliko energije nameniti tudi zemlji kot taki, večdimenzionalni strukturi lokacije, in oblika objekta je dejansko seštevek oziroma posledica vseh teh dejstev, analiz. Ja, iskali smo obliko, ki je lahkotna, ki podobno kot ladja poleti nad tem barjem, nad močvirjem. Iskali smo obliko, ki je sploh zaradi fotovoltaike, ki je integrirana v objekt, ki maksimalno izkorišča osončenost tekom celega leta. Oblika objekta je dejansko prisekana prizma, zgornji del južne fasade je usločen nazaj, kar omogoča maksimalen izkoristek sončne energije tekom celega leta. Hkrati se pa z tem izpahnjenim volumnom, ki sune nekako naprej, se zasenči pritlični del objekta in s tem preprečuje pregrevanje pritličja tudi poleti. Kar je še pomembno omeniti, je, da ta integracija fotovoltaičnih panelov v objekt opravlja dve funkciji. Najprej proizvaja električno energijo. Druga pomembna stvar, ki jo pa dejansko ta fasada počne, je, da zasenči objekt. Mi smo iskali smiselno razmerje med zasenčenim delom in med transparentnim delom. Na ta način smo zasenčili objekt tudi poleti. Se pravi, tudi nadstropni del smo s tem preprečili, da se pregreva. Hkrati pa smo tudi se izognili sicer potrebnim senčilom. Skratka, objekt je brez senčil nekako zelo tak jedrnat, enostaven. Tovrstna steklena fasada je edinstvena, nekaj posebnega v Sloveniji, menda tudi edina. Ste tudi prejemnik nagrade za to arhitekturo? Ja, dobili smo tudi nagrado kot energijsko učinkovit objekt leta 2010. Hkrati je pa na nek način še vedno ostaja pionirski objekt. Gospod Vojko, koliko časa je preteklo od ideje pa do vselitve v objekt? No, pravzaprav idejo smo imeli nekje leta 2005. Torej, to idejo so sodelovali, v tej ideji so sodelovali moja gospa soproga in pa arhitekt Adriano. Do končne izvedbe pa je trajalo kar dobrih 5 let. Izdelek smo skušali inovativno postaviti, s tem, da imamo proizvodno elektrike, ki nekje oskrbuje celotno stavbo. In kakšno je razmerje med proizvedeno energijo in pa porabo same stavbe? No, stavba za to fotovoltaiko proizvede cirka 35.000 kWh. Istočasno pa je enako porabi energije, ki jo uporabljamo za ogrevanje in hlajenje celotne stavbe. Pa za uporabo luči tudi? Tako. Zaprav potem nimate neke posebne kotlovnice za ogrevanje? Na srečo ne. To se pravi, vsi prostori so uporabni, torej kotlovnica ne obstaja. Namreč ogrevanje je s pomočjo
klim naprav, poleti hladijo, pozimi grejejo. Ja, glede na to ekološko naravnanost same stavbe in vašo ekološko osveščenost, ste verjetno prejeli tudi kakšne subvencije strani državnih institucij? No, moram priznati, da na ekoskladu so bili zelo razumni, pravzaprav nekako osveščeni, kaj želimo narediti in so nam finančno resnično pomagali. Lahko rečem, da so nam nekako prispevali kot v obliki dolgoročnega kredita kar 70% stavbe. Namen stavbe je na nek način preprost. Zraven imate proizvodnjo oblazinjenega pohištva, tukaj pa je razstavni salon. Tudi to je res, da imamo zraven proizvodnjo počivalnikov, kar je nekako tudi naš adut. No, medtem ko ostale delno sedežne garniture pa imamo le iz domačih, se pravi slovenskih proizvajalcev, nekoliko pa imamo tudi uvoza iz Avstrije in Nemčije. Ta počivalnik, na katerem sedaj midva sediva, je verjetno proizvod Lida? No, to je pa dejansko naš adut. Smo zadovoljni, da ponudimo strankam počivalnik, na katerem res udobno počivajo. Težko se primerja takle počivalnik z katerimkoli sedežno garnituro ali mora biti klasičnim foteljem. Počivalnik je logično je vrtljiv, je nagiben in to mu daje resnično pravo udobje. No, prav gotovo v zadnjih 15-25 letih, kar delujemo, smo napravili kar nekaj izdelkov. To je tako zvani počivalnik Princ, ga imenujemo, no potem smo pa kar ponosni tudi na počivalnike Lido C. To so lahkotni počivalniki, ki imajo enako funkcijo nagiba in enako funkcijo vrtljivosti. Dodali smo pa še neke male dodatke, kot mora biti preklopna mizica, potem imamo računalniško mizico, na katera ne vzame nič prostora in se lahko lepo dela z računalnikom, ali mora biti za knjigo, pa celo tudi za malico. No, v zadnjem času pa smo naredili tako zvano stojalo za gasilne aparate, ki se prilagajajo katerikoli barvi pohištva. Poleg naših počivalnikov bi vam pa lahko tudi predstavil izjemno udobne sedežne garniture. Garnitura, ki ima tako rekoč vgrajena dva elektromotorja, prvi vas pomika naprej, drugi vam pomika glavo naslon za glavo in s tem omogoča, da televizijo gledate skoraj vodoravno. Za manjša stanovanja ali za garsonjere, kjer je pa problem prostora, imamo pa odlično sedežno garnituro, da jo v 3 sekundah spremenite v odlično posteljo. Po vsej verjetnosti vas je objekt fasciniral glede same postavitve in tako dalje. Jaz upam, da vas bo fascinirali tudi proizvodi, ki jih imamo razstavljenih na 1000 kvadratnih metrih tega objekta.